Povedal o uredbi o zelenem javnem naročanju oziroma aktivnosti, ki jih v zvezi smo izvajamo in povezavi z gradnjo z lesom. Torej, vsi se soočamo s posledicami globalnega segrevanja in recimo Evropa je tu nekje glede emisij CO2 na 3. mestu za Kitajsko in ZDA. Področje gradbeništva pa je tu še posebej problematično, ker je nekje odgovorno za okoli 36% emisij CO2. Z leseno gradnjo torej lahko te emisije zelo zmanjšamo. Les je torej glede emisij CO2 v veliki prednosti pred klasičnimi gradbenimi materiali, ker je tako pri proizvodnji kot predelavi in tudi potem pri razgradnji energetsko in okoljsko nezahteven material. Kljub njegovim številnim prednostim pa je lesena gradnja v Sloveniji še vedno precej slabo zastopana in v primerjavi z nekaterimi državami bogatimi z lesom precej zaostajamo. Kdo recimo tukaj živi v leseni stavbi od vas prisotnih? Je kdo? Ni nikoga, ne najbrž. Aha, tamle imamo eno, no. Torej, to je že en dokaz, da je tu treba še precej storiti, ne. Letno zgradimo okoli 4400 stavb, od tega recimo cirka 500 je lesenih. Tu močno zaostajamo jasno za recimo sosednjo Avstrijo, kjer je delež nekje okrog 37%, pri nas pa trenutno morda 10-11 ocenjujemo, ne, podatki se precej razlikujejo. Delež recimo v Skandinaviji in Japonski pa celo 70%. Da ne govorimo o Kanadi in ZDA, kjer dosegajo cirka 90% lesene gradnje. Na direktoratu jasno od vsega začetka od leta 2015 zasledujemo cilj povečati in pospešiti razvoj lesne industrije in rabo lesa na vseh področjih, kjer les pač lahko enakovredno nadomesti druge okolju manj prijazne materiale. Slovenija je vsekakor med vodilnimi državami na področju gradnje sodobnih lesenih stavb. In tudi pri proizvodnji strojne opreme za predelavo in obdelavo lesa. Imamo več globalno konkurenčnih proizvajalcev lesenih objektov, ne. V Sloveniji tudi že stoji nekaj večjih lesenih stavb. Med njimi recimo tale na sliki stavba Inštituta InnoRenew iz Izole, kamor je vgrajenih cirka 850 kubičnih metrov lesa recimo. Zdaj na direktoratu in ministrstvu zasledujemo 3 osnovne cilje do leta 2030. Povečati želimo predelavo lesa na 3 milijone kubičnih metrov letno, sedaj jih pridelamo recimo pol manj. Povečati želimo prihodke od prodaje na 2,5 milijarde evrov letno, kar je tudi približno 100% povečanje glede na sedanje stanje. In število zaposlenih na vsaj 15 000. Vse te cilje smo zapisali v slovensko industrijsko strategijo 2021-2030, ki jo je vlada sprejela lani. Podrobneje pa smo aktivnosti in ukrepe za realizacijo teh ciljev opredelili v izvedbenem dokumentu ukrepov lesnopredelovalne industrije do leta 2030, ki je bil sprejet maja letos, se pravi pred kratkim. Ena od možnosti za spodbujanje večje rabe lesa je prav gotovo tudi področje zakonodaje. Tu bi se zdaj navezal na uredbo o zelenem javnem naročanju, ki je v veljavi od leta 2011. Sicer je za to uredbo pristojen resor Ministrstvo za javno upravo, mi pa pač tu
samega začetka dajemo pobudo za povečanje rabe lesa, ki jih lahko ta uredba prinese. Med predmeti javnega naročanja je tudi projektiranje in gradnja stavb, kjer se zahteva vsaj 30% delež lesa. Uveljavitev prvotne uredbe, kot sem rekel, v letu 2011 je dala številne pozitivne učinke. Recimo v tem obdobju 2011-2018 je bilo zgrajenih cirka 35 večjih javnih objektov lesenih, predvsem vrtcev, šol, športnih dvoran. Povečalo se je tudi recimo število proizvajalcev te opreme. Žal pa je potem 2018 prišlo do spremembe uredbe, kjer so vse te stavbe, izpadle iz obsega uredbe. Tako da smo mi 3 leta pravzaprav si prizadevali, da te stavbe ponovno vključimo not, in leta 2021 nam je to dejansko uspelo. Dodatno smo pa uspeli vključiti še stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine. To so, upokojenci predvsem, pa še protihrupne cestne ograje recimo in stavbno pohištvo. S tem pa seveda nismo zadovoljni in želimo oziroma pripravljamo nove pobude, ki so pravzaprav že bile posredovane pristojnemu resorju, in prva od teh je, da bi povečali delež, delež lesa v javnih stavbah, ki jih gradimo na osnovi uredbe, se pravi na osnovi tega javnega naročila, s 30 na 50%. Tu nekje sledimo zgledu Francije, kjer mislim, da že od leta 2020 velja to določilo in vgrajujejo 50% lesa dejansko. Da je pa to izvedljivo, pa potrjuje tudi strokovna analiza arhitekta dr. Kotnika, v kateri ta ugotavlja, da lahko ta delež dosežemo v neki leseni stavbi samo z izolacijo tal ali fasade na bazi lesa in z recimo leseno etažno ploščo, ne da bi bilo treba za to, da je, osnovno ogrodje hiše iz lesa. Zdaj ta pobuda je še v fazi usklajevanja med resorji, pričakujemo, da bo sprejeta. Druga zadeva, ki jo na ministrstvu opažamo, je pa ta, da ta uredba pravzaprav že od vsega začetka dejansko nima, določilo nadzoru. Zdaj, tu se v bistvu opiramo tudi na nedavno opravljeno analizo učinkov zelenega javnega naročanja, ki jo je pač opravil ta laboratorij za energetsko politiko pri Fakulteti za elektrotehniko, in kjer kaže, da je ravno na področju gradnje lesenih stavb največ anomalij, se pravi, v bistvu od 29 preverjanih javnih naročilih je samo pri 6, je bilo upoštevano, da, ali pa navedeno, da mora izvajalec upoštevati ta delež vgrajenega lesa. Zato smo zdaj pred kratkim na Ministrstvu za javno upravo naslovili pobudo, v bistvu, da se v uredbi predpiše tudi ustrezen nadzor nad njenim izvajanjem, ki ga bi pa vršili tako v fazi priprave javnega naročila, kot tudi po izvedenem javnem naročilu. Torej, to na kratko o tem. Zdaj, kaj so še naši izzivi? Recimo, izzivov je veliko, jih ne bom našteval, ampak zdaj, kar zadeva samo gradnjo, recimo, lesenih stavb, bi pa mogoče rekel, da je precej pomembno izboljšanje oskrbe proizvajalcev pač z okroglim lesom. Tu precej šepamo, recimo, SiDG lahko na letni ravni zagotovi z državnih gozdov do 1,2 milijona kubikov lesa, kar naša industrija v bistvu, predela, in potem pač tega lesa zmanjka, zato morajo ves ostali les priti iz zasebnih gozdov, kjer pa je problem velika razdrobljenost lastništva in posledično, nezadostna dobava lesa naše industrije.
ki mora večkrat za svoje potrebe les potem tudi uvažati. Drug velik problem, ki ga vidimo pri gradnji javnih stavb, je pa ta paradoks, da v bistvu nimamo praktično proizvodnje lesenih ploskovnih elementov ali pa polizdelkov za gradnjo lesenih stavb. V bistvu sploh nimamo proizvodnje križno lepljenih plošč, recimo ivrnih plošč, USB plošč. V bistvu tudi nimamo več proizvodnje bukovih vezanih in panelnih plošč, kar pomeni, da morajo praktično proizvajalci vse te izdelke uvažati iz sosednjih držav, za recimo ti naši proizvajalci lesenih montažnih objektov. In ta trend bi mi zdaj radi ustavili, namreč mi izvažamo, bom rekel, nepredelano hlodovino za 100 kubikov, bom rekel, na kubik, uvažamo pa pol izdelke, bom rekel, za 600 evrov po kubičnem metru, kar je čist narobe in ta trend želimo ustaviti. Seveda ena od naših, bom rekel, aktivnosti je tudi, da bi povečali delež lesenih stavb, se pravi sedanjih 10 na vsaj 20%, recimo v obdobju 15 let. In velik izziv je pa seveda tudi ta, da pravzaprav do zdaj je bila naša gradnja lesenih objektov skoncentrirana bolj na individualne, bom rekel, lesene objekte, Zdaj bi pa radi pospešili gradnjo tudi večnadstropnih stanovanjskih, poslovnih in drugih stavb. Čas nas priganja, zato bi samo nekaj o zaključku še povedal. Se pravi, les dejansko je naša strateška surovina. Lesene zaloge v Sloveniji znašajo recimo na prebivalca 175 kubičnih metrov, kar je precej. Gledano globalno seveda je pa situacija ravno obratna. V svetu se zaradi posledic podnebnih sprememb in gospodarskih interesov gozdovi krčijo. Število dreves na leto se vsako leto zmanjša za 10 milijard. Zdaj, po neki mednarodni raziskavi je na svetu okrog 3 bilijone dreves. 3000 milijard dreves. Slovenija je po tej raziskavi ima cirka 1,5 milijarde dreves. Se pravi, da vsako leto v bistvu za cirka 7 Slovenij gozda izgine. Sveta. Se pravi, v vsakem primeru bo povpraševanje po lesu zato v prihodnje precej naraščalo in tudi po lesnih proizvodih. Čisto za zaključek, recimo vsako sekundo v Sloveniji priraste za eno garderobno omaro lesa, približno. 0,3 kubika. In na nas je seveda, da to naravno obnovljivo surovino izkoristimo pametno in gospodarno.